Pozdravljeni! Začelo se je leto 2020 in upam, da ste lepo preživeli praznike in se nekaj časa ukvarjali sami s seboj. Če sem iskrena, sem si te praznike kar polni 16 dni prvič vzela zase in za svojo družino. Ali veste, kaj to pomeni, če sem od 16. leta navajena delati oziroma vsaj nekaj početi, da se počutim koristna? Ste slišali to? Da se počutim koristna. Evo, se že pojavi občutek manj vrednosti in o tem bom danes govorila. Zame je to res bil šok, oziroma drugače povedano osebni izziv. Preživela sem, odmaknila sem se zase in čas namenila moji sedanjosti in prihodnosti. Želela sem pa tudi še enkrat prebrati vsa vaša sporočila, ki ste mi jih namenili vi, dragi bralci, moje knjige, in iskrena hvala vam za to. Res neverjetno, koliko od nas se srečuje z občutkom manj vrednosti. Ne vem, ali smo tak narod, ali pa imamo večinoma vsi ta kompleks in ga potem z leti ozdravimo. Sama sem se srečevala z občutkom manj vrednosti več kot 30 let, pa še danes, ko ga zaznam, se takoj stresem in misli usmerim drugam. Če samo pogledam, koliko mojih sodelavk je delalo z menoj, pomeni, da so mi bile podobne, kajti mi privlačimo to, kar smo. To je res nekaj, na čem je potrebno delati. Večji izziv imamo, če ga ne spoznamo. Ampak kako pa spoznamo občutek manj vrednosti? Jaz vam lahko povem nekaj mojih primerov, da si boste znali predstavljati. Nisem sprejela svoje vizualne podobe. Vedno mi je nekaj manjkalo in ne glede na to, ali sem bila vitka ali malo manj vitka, sem imela pripombe. Vedno sem se spraševala, ali sem vredna tega. Ali je to bil položaj, ali je bilo to vodenje, partnerja, novega avtomobila, darila, karkoli. In vse, kar sem naredila, se mi je zdelo samoumevno in se nisem znala pohvaliti. Naprimer, ko sem končala študij, se zaposlila, se poročila, dobila otroke, to, da živim danes v lepi hiši, imam krasen avto. Ne vem, tako se mi na začetku zdelo, da je to samo po sebi umevno. Ampak to je nekaj, kar bi se morali sami nagraditi, pohvaliti. Ker sem rasla v gospodarstvu, sem se srečevala največkrat z izzivi, vodja in zaposleni. In sicer, kot vodja sem se spraševala, ali sem dovolj dobra, da vodim te ljudi? Kaj si mislijo o meni? Ali jih bom prizadela? In še vprašanj sem si postavljala. Najhuje pa mi je bilo po moje pri letnih razgovorih ali pa pri neopravljenih nalogah ali pa nedoseženih kazalnikih. Po moje je bilo bolj hudo meni, kot pa njim. Kar nekaj let sem si dovolila, da so zaposleni hodili v mojo pisarno in mi govorili oziroma ogovarjali svoje vodje. Še danes ne vem, zakaj sem to dovolila. Največkrat pa sem slišala, on je moj vodja, naj mi pove, kaj moram narediti. Ali obratno, vodja je imel 101 izziv s sodelavcem in se je lahko z mano 2 uri pogovarjal o tem, premalo pa je prav s to dotično osebo, da bi skupaj rešila težavo, ki jo imata. Evo, to sem spoznala in to znanje bi želela predati naprej. Jaz ne odkrivam tople vode. Brala sem knjige, hodila na izobraževanja, poslušala podcaste, no, to še počnem danes. In to znanje sem implementirala v naše podjetje. Seveda se pa vse začne pri komu? Ja, pri meni, pri nas, prav vse. Za vse naše izzive smo odgovorni sami. No, ko smo že dovolj stari, da sami lahko razrešimo vse te vzorce, ki smo jih dobili od naših staršev ali od naših prednikov. Vse je moč naših besed, naravnanosti in naših misli. Ko sem to spoznala pri sebi, sem želela to deliti z celim svetom in vam povedati, da vse, kar je potrebno, da začnete delati na sebi in iščete načine, kako se boste imeli radi in se sprejeli točno takšne, kot ste. Kajti najprej morate biti s tem zadovoljni, kdor ste, da lahko zrastete na višji nivo. Tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. Ko delate na sebi, se vam vse spremeni. Ne sme vam biti žal časa za branje knjig, poslušanje videov, za izobraževanje. Vse, kar vam pomaga, da ste lahko iz dneva v dan srečnejši. No, zato sem se odločila izstopiti iz podjetja in pomagati vam, da to spoznate. Požirek vode.
Malo sem se prehladila vmes. In sicer, zadnjič sem v enem komentarju prebrala, ko je nekdo napisal, ali Tanja misli, da je Louisa Hay. Kako sem se razveselila, da me že povežejo z njo, ker je bila ona prva, ki mi je odprla oči. Potem ena druga oseba mi je napisala, da lahko je meni govoriti, ker sem priskrbljena, ona pa mora poskrbeti za otroka in za položnice. Res, imate prav, res ne morem sem pametovati in vam povedati, da poslušate svoje srce. Ampak mogoče prav zaradi tega, ker sem sedaj neobremenjena, vam lahko z lastnimi izkušnjami in s primeri drugih oseb, ki so naredile spremembo, povem in pomagam, kako so osebno zadovoljstvo, sreča in sprejemanje sebe pomembni za naše življenje in ponovno tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. Veste, kako lepo je priti v podjetje, ko vidi srečne zaposlene. Saj tudi pri nas še niso vsi 100-odstotno. Ampak to je moj največji cilj, da jih je večina srečnih. Zato bom delala na tem. Vem pa, da je v podjetjih večinoma, ali pa bom rekla tako, da je v podjetjih vedno več nezadovoljnih ljudi, ne glede na plačo ali na položaj, in na tem je potrebno delati. Statistika kaže, da je takšnih več kot 85%. Saj veste, ko je učenec pripravljen, učitelj pride. No, jaz sem tukaj za vas. Sama vam bom pomagala z delavnicami, kjer boste spoznali, da smo si vsi podobni in da je potrebno delati na sebi. Ker pa me tudi sprašujete za individualne coachinge, pa jih sama žal ne bom imela, imam pa nekaj usposobljenih, dobrih coachov, ki bodo delali z menoj in bodo v naslednjem mesecu napisani na moji spletni strani. In te vam priporočam. Že v tem mesecu bom objavila 3 termine za moje delavnice. Zakaj delavnice? Ker boste vi delali na sebi. Dotaknili se bomo tako osebnega in poslovnega področja. Število udeležencev bo omejeno, ker si želim delati na globini, ne samo na površini. Delavnice so namenjene drage dame, ne samo vam, tudi moškim. Tako da lepo prosim, lepo vabljeni, dragi moški, tudi vi, da se mi pridružite. Zelo jasno bo opredeljeno, na čem bomo delali. Ne bojte se odpreti svoje bolečine, kajti če jo boste odprli, jo boste zaznali popraviti ali pa pozdraviti, ne popraviti, pozdraviti. Če pa bo ostala skrita, pa vam bo vedno nekaj manjkalo v življenju. Dragi moji, jaz komaj čakam, da začnem s programom, da vam lahko pomagam na tem področju. Želim vam lep teden in predvsem en majhen nasvet za grajenje na sebi. Vsako jutro se pogledajte v ogledalo in si recite: rada se imam, verjamem vase in vem, da zmorem. In to ponovite večkrat na dan. Dragi moški, za vas pa rad se imam. Želim vam lep dan.